Cenjene dame, spoštovani gospodje, prijeten pozdrav v novi sezoni oddaje Studio Plus. Novo sezono začenjamo z dokaj ekskluzivnimi informacijami. Z nami je namreč dr. Ivan Richterič, ki se je med drugim zakopal v arhive Udbe na področju Gornje Radgone. Prav tako je raziskal, kaj se je dogajalo po drugi in med drugo svetovno vojno na tem področju. O tem je nedavno pripravil tudi doktorsko dizertacijo in danes ga gostimo tukaj, da nam razkrije kaj več. Dr. Richterič, lepo pozdravljeni. Enako pozdravljeni. Danes so se oba oblekla rdeči motivi, slučajnost, zgolj naključje, glede na to, da se ta barva povezuje z Udbo, ki ste jo raziskovali, prej sva se že hecala iz tega. Kaj bi rekli? Ja, to je res naključje, kljub temu, da nekako barva res paše k dejavnosti te organizacije, namreč Udbe, tako so jo ljudje pač imenovali, to organizacijo, ki je bila seveda služba državne varnosti, kot so jo pa redkeje poimenovali. Da, to je res redkejše poimenovanje. Ko sem se pripravljal na ta intervju, moram povedati iskreno, sem si rekel, ta človek pa mora imeti kar nekaj poguma, da se zakoplje v arhive Udbe. Kaj bi rekli, ste pogumen človek? Odkrito bom povedal takole. Proti koncu moje delovne kariere dobe sem dobil okrog 15.000 dokumentov Udbe. Ko sem začel te zadeve prebirati, sem ugotovil izredno zanimive zadeve za takratni gornjeradgonski okraj. In to je nekako bilo tudi primerno, da sem brez nekih problemov zašel iz redne zaposlitve tudi v penzijo oziroma v pokoj in se potem za dobri 2 leti zakopal v arhive oziroma v USB ključe, ker sem imel vse te dokumente doma in še ostalo literaturo in nastalo je to delo. To delo, ki ga danes imate tudi s seboj, več kot 540 strani, če se ne motim, in 2 leti dela. Očitno ogromno dokumentov, ki pa jih danes, na žalost, lahko rečemo, ali pa nekateri o tem nočejo govoriti, imamo zelo malo pravzaprav v Sloveniji. Javno predstavljanje govori. Ja, za gornjeradgonski okraj je za obdobje od leta 1945 do 1950, to se pravi za teh dobrih 5,5 let, je čez 15.000, kot sem že omenil, dokumentov Udbe. To so dokumenti A4 formata, pisani praviloma z pisalnim strojem. Vse je dokumentirano, vsak dokument ima številko in označbo RD, to pomeni Radgonski okraj, številko, navadno 6-mestno številko, je datiran. Potem sem uporabljal tudi 146 zapisnikov Okrajnega komiteja Komunistične partije, to iz arhiva, Pokrajinskega arhiva v Mariboru, dočim Udba, dokumenti iz Arhiva Republike Slovenije. Moram povedati, da tu ni bilo nobenega problema. Pred leti je sicer bil problem odpiranja ali zapiranja ali problematike dostopa do virov, ni bilo nobenih problemov. Tako da še z drugo literaturo, domačo, tujo, tudi iz sosednje Avstrije, navsezadnje zelo malo se je o tem do teh let pisalo, sem potem res lahko zbral to dokaj obsežno, čez 550 strani obsegajočo dizertacijo. Pravite, 15.000 jih je na razpolago, koliko jih pa je bilo uničenih, zažganih? Ja, raziskovalci govorijo o številkah ali o odstotkih 90%. Zdaj nimam vpogleda, koliko je še dokumentov za obdobje po letu 1950 do leta 1989, ko je potem zadeva prešla v drugo obliko, v SOVO, to se pravi Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Govori se, piše se, da so bili mnogi dokumenti Udbe, pa v tem času tranzicije oziroma osamosvojitve ali pa celo po osamosvojitvi Slovenije uničeni. Ja, in ko se je zgodil ta prehod iz Udbe v SOVO,
menite, da je bil to tak gladek prehod, ali je vendarle ostalo seveda nekaj ostankov te udbe tudi v tej tako imenovani novi Sovi, ki je potem nastala, kot ste že povedali, po osamosvojitvi Slovenije? Danes je znano, da je Jože Pučnik rešil te dokumente in da je iz Sove to bilo prenešeno v Arhiv Republike Slovenije in da je to tam ohranjeno na mikrofilmih. Se pravi, vse je mikrofilmano, zato sem jaz te zadeve dobil prek USB ključa in seveda potem sem vse te zadeve skopiral in glede na poglavja, ki so, sem potem še to naprej kopiral in zlagal v posamezne predalčke in na račun tega potem časovno lahko začel pisati posamezna poglavja. Povejte mi, so vam v vsem tem času, kar ste raziskovali te arhive in so ostalo povojno dogajanje po drugi svetovni vojni, kaj grozili? Nihče mi ni grozil, nisem delal tega v neki popolni tajnosti. Šlo je pravzaprav za to, da sem se odločil za drugi doktorat na Filozofski fakulteti v Mariboru na oddelku za zgodovino, dobil dobrega mentorja, rednega profesorja, doktorja Matjaža Klemenčiča, s tem, da je bilo nekaj problemov, nekaj odklonov prej mentorjev možnih. Morda omenim samo enega, ki sem ga iskal, se pogovarjal, rekel kot mentor, ki sem ga želel imeti, da ne želi morda hoditi po sodiščih, ravno zaradi občutljivosti teme. Vendar nisem imel nobenih problemov, moram pa povedati, da nekaj živečih ljudi, ki so bili člani okrajnega komiteja ali so bili sodelavci udbe, pa mi pravzaprav niso hoteli kaj povedati. Nekdo se je, oseba, ki še danes živi v Radgoni, se je dokaj jasno opredelila, da se nič ne spomni oziroma ne ve za nič. Že prej ste omenili, mnogi mladi pravzaprav ne vedo, kaj se je v tistem času po vojni dogajalo, kako je delovala udba in tako naprej. Mnogi tudi pravijo, da ne pogrevajmo tistih časov po nepotrebnem za potrebe sedanjih populističnih političnih akcij. Zakaj po vašem mnenju? Vem, da to strastno raziskujete. Je pomembno, da mladi vedo, kaj se je takrat dogajalo in če lahko recimo poveste, to je pomembno zato in zato. Kje vi vidite tisti pomen tega vašega raziskovanja za današnji čas, ne vezano to, kaj se trenutno aktualno dogaja v aktualni slovenski politiki? No, začel bi takole. Jaz nisem teh zadev raziskoval iz nobenega osebnega maščevanja. Moja družina oziroma moji starši niso bili na noben način vpleteni v te zadeve. Mene je kot zgodovinarja to profesionalno zanimalo, zato sem tudi ob neki javni predstavitvi neke druge knjige dokumentov udbe v Radgoni tudi javno povedal, da bom z disertacijo te zadeve predstavil, to pa predvsem zaradi tega, da je tu blagoslov, če tako rečem, stroke, akademske stroke pri teh zadevah in seveda, zdaj, če odgovorim direktno na to vaše vprašanje, zadeva je še res vedno aktualna. Zakaj bi se danes ljudje bali povedati, kaj je bilo nekoč? Jaz sem te zadeve postavil v čas in prostor. Tako se je takrat dogajalo. Morda ena zanimiva ugotovitev nekje v dokumentih nekoga je rekel, če nas ne bi takrat udba tako in tako prijela, ker smo počenjali to in to proti takratnemu sistemu, bi mi pač počenjali to naprej. Se pravi, proti Titu, za Stalina, konkretno v času Informbiroja, konkretno tiste bande, ilegalne skupine, ki so se dejansko povezovale z tujino, nekako načrtovale vrnitev kralja Petra v Jugoslavijo vsaj do jeseni leta 1945 in tako dalje. Bom rekel takole, po Radgoni se precej šepeta po bifejih, po gostilnah ali še kje druge,
In mi pravijo, ja, tisti pa oni, saj smo to vsi vedeli, pa nismo upali, pa otroci smo mogli iti spat, ko so se starši to pogovarjali, šepetaje zvečer in tako dalje. No, povem, da naj se spozna, kako je bilo nekoč, ker zgodovina, to je tista znana krilatica, ne, je učiteljica življenja, naj zadeve se ne bi ponovile, naj se iz tega nekaj naučimo. Povedali bi pa takole, ne, da vsaka država je imela podobne službe, se pravi to upravo državne bezbednosti, to namreč pomeni Udba. V sosednji Avstriji so imeli Angleži angleško obveščevalno službo, vemo, kaj je bilo v vzhodni Nemčiji, kaj je bilo v Sovjetski zvezi, v Romuniji, kaj je CIA in tako dalje. Vsaka država ima to službo. Seveda takrat so bile druge metode pridobivanja informacij. Ni bilo mobitelov, ni bilo prisluškovalnih naprav, ni bilo fotografskih aparatov, ni bilo, bi rekli, možnosti nastavitve vseh mogočih digitalnih in drugih sredstev za prisluškovanje. Moral je biti človek z očmi, ušesi, z papirjem, z dejansko prisotnostjo tam, kjer je poslušal. In veliko stvari se je res po gostilnah takrat zvedelo pomembnega, tako so vse rekli za Udbo. Doktor Richterič, sediva v Trstenjakovem domu tukaj v Gornji Radgoni in tam zremo knjigo Antona Trstenjaka, velikega razumnika psihologije ustvarjalnosti. Zelo ustvarjalni so morali biti pravzaprav po drugi strani Udbovci, da so vse to tako speljali, kot so, in na takšen način vodili ljudi pravzaprav. Ja, Udba je bila, če tako rečem, izredno ustvarjalna, sposobna. Pridobivala je svoje sodelavce v glavnem na dva načina. Prvi način je bil tako imenovani patriotizem, na podlagi patriotizma. Tega je bilo, to imam natančno prikazano tudi statistično, malo, morda niti četrtina članov, ne. Tu so bili tisti najbolj zagnani z dušo in srcem, z rdečo barvo, kot pravimo, za komunizem, za novi sistem. Večino pa je Udba pridobila na podlagi obremenilnih materialov. To je bil primer, ko je... Ja, vi imate danes tudi vse dokumente sabo, avtentični so seveda skopirani. Dokument, ki prikazuje, kako je neka oseba bila pridobljena na podlagi tako imenovanega obremenilnega materiala. Tu konkretno piše, ker je imela stike, je bila sodelavka četniške tolpe. Zdaj, obremenilni materiali so bili ali spolni delikti, to je bilo pri cerkvi, predvsem pri duhovnikih, ali so bili neki gospodarski delikti, konkretno, če je kdo skrival tako imenovano obvezno oddajo ali zamujal pri obvezni oddaji, ali da je naredil neki kriminalni prestopek, ali da je ilegalno pobegnil v Avstrijo, se vrnil nazaj, so ga ulovili in potem na mesto zapora, ki bi ga dobil, je podpisal izjavo, da bo z Udbo sodeloval in je potem v takem sodelovanju seveda napisal, bi rekli danes, pristopno izjavo. To je tako imenovana verbovka, da so ga pridobili, ime, priimek, osnovni podatki, potem, da bom z Udbo sodeloval, nikoli ne bom tega povedal, sem lahko tudi kaznovan, in da bom poročal pod krinko, pod kodnim imenom. Tako je ta oseba, ki se je pisala tako in tako, potem imela neko drugo ime in priimek. Zanimivost je, da je v Radgonskem kraju, ki je obsegal sedanjo upravno enoto Gornja Radgona in sedanje občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana. To je bilo skoraj 30.000 prebivalcev, bil je obmejni okraj proti Avstriji, da je tu bilo čez 200 informatorjev, sodelavcev Udbe in čez 200 tako imenovanih ožjih zvez. Kaj je bila ožja zveza? Ožja zveza so bile osebe, praviloma 3, vezane na, če se takole pomagam, 3
osebe vezane na informatorja, ki sem ga z dokumentov predstavil. Te ožje veze niso imele psevdonima. Tu bi mogoče izpostavil enega gostilničarja iz okolice Radgune, ki je imel kot gostilničar možnost prisluškovanja ob pijači in tako dalje. To se pravi, so psihologijo točno vedeli, kje nastaviti svoje ljudi. Je imel veze 18 ljudi vezanih na sebe. Gostilničarje, frizerje, druge in tako dalje. Potem morda v Radencih, v zdravilišču so bile sobarice tiste, ki so sodelovali z UDBO iz čisto konkretnega, bi rekli, namena. Gostje pod narekovaji, ki so prihajali iz juga, so se za 2-3 dni abonirali v zdravilišču, poiskali že naprej pripravljeno vezo kurirja, ki jih je peljal do Mure ali čez Muro do Kučnice in v Avstrijo, in one so morale malo pregledati prtljago in tako dalje tega gosta, ne, in poročati, bi rekli, UDBI. Je pa UDBA seveda imela svoje sodelavce, to, kar je zanimivo, tudi v sosednji Avstriji, v Radkersburgu in v teh 5 dvojezičnih slovensko-avstrijskih, slovensko-nemških vaseh. Med njimi so bili, bi rekli, domačini, kmetje, in pa tudi iz angleške obveščevalne službe oziroma medžandari. In če takole povem, celo vodja žandarjev okrajnih je bil tajni sodelavec slovenske UDBE. Kako nepričakovano, ne? Nepričakovano ali pričakovano, tako se je to pač delalo, in morda še to, kako so dokumenti potovali sem in tja. Ni bilo mostu, niti železniškega, niti cestnega. Takrat so ga nacisti porušili. Ja, so ga porušili malo pred koncem vojne. Tako da so morali dogovoriti, bi rekli, prehode, in v Radencih se je slovenska UDBA srečevala z tem možakarjem iz Avstrije v kavarni, bivši kavarni, kjer so bili 4, bi rekli, pogoji mogli biti izpolnjeni za uspešno delovanje. To je bila pijača, jedača, hrana in pa tisto, kar pri vseh teh zadevah dela, spomnimo se Mate Hari in tako dalje, ženske. Kako sem vedel, pa sem ga želel dopolniti, pa da ne bi preveč izpadal perverzno, ampak očitno vse, kar so potrebovali. Tudi med duhovniki so na podlagi obremenilnih materialov pridobili sodelavce. To je eno posebno žalostno poglavje iz slovenske zgodovine, tudi med kmeti, med delavci, zadružniki. Je pa ena zanimivost, da je pa v dokumentih zasledimo, da ni najbolj primerno, da bi UDBA sprejemala člane komunistične partije v UDBO kot informatorje ali kot ožje zveze, iz preprostega razloga, ker so najprej sprejemali člane v partijo na okrajnem komiteju, potem malo decentralizacija v partijskih celicah ali pa celo javno v zadrugah, kmetijsko-obdelovalnih zadrugah, na mitingih javno. In če je taki komunist prišel v gostilno, primer, ne, kjer se je ob pijači debatiralo, politiziralo, so potem vsi utihnili, ne, ko je prišel komunist, ne. Tako je UDBA ugotovila, da nima smisla, da bomo v UDBO sprejemali predvsem komuniste, saj so bili člani UDBE tudi komunisti, ker od tega ne bo posebne koristi. Dobro, gospod Rihterič, da ne bova preveč zašla, imava še 10 minut, pa še kar nekaj tem. Zdaj, za UDBO mnogi pravijo, da je pravzaprav bila mafijska organizacija, da se je ukvarjala tudi s preprodajo orožja, droge, umori se ji prav tako seveda učitajo. Ste odkrili tudi v vašem raziskovanju takšne malverzacije, grozne stvari? Ne, kot sem že prej omenil, en edini primer za osebo, baje likvidiran. Naj bi bila, baje likvidiran.
Glede denarja, denar se pojavlja, so tudi pobotnice potrdila za sprejem denarja v dinarjih, v šilingih, v dolarjih, za cigareti konkretno, kava, šnops, to, kar je vedno bilo za Avstrijce aktualno. S tem se je potem dalo v Avstriji pač določene informacije od ljudi pridobiti. Glede česa drugega pa dejansko tu nisem ugotovil, s tem, da je eden od članov oziroma eden od vodje Radgonske udbe pa pozneje bil v Münchnu oseba, ki je imela neko restauracijo, ki sem jo po neki drugi knjigi našel sumljivega, bi rekli, izvora oziroma mesto, kjer se je hrvaška emigracija baje pač družila. Bil je pa tu poverjenik oziroma šef Radgonske udbe in je v nekem momentu bil zamenjan, enostavno izgine, ne. Tu so seveda zdaj možnosti, ali je ga udba poslala, bi rekli, med slovensko oziroma jugoslovansko emigracijo v tujino, ali je odpovedal sodelovanje in kakorkoli. V glavnem o konkretnih zadevah ni dokumentov, malo čudno bi bilo, če bi tudi bili, ne. Doktor Richterič, novinarje nas pritegnejo zanimive zgodbe in ko sem brskal po vaši obsežni doktorski nalogi, sem med drugim naletel na poglavje, ki ste ga poimenovali Bande in njihovo delovanje v kraju Gornja Radgona v teh letih 1945-1950 in takoj se mi je odtrnila misel, kdo so pravzaprav bile večje bande oziroma tolpe, udba sama, ki jih je tako imenovala, ali te bande in kaj so bile pravzaprav te bande? To so bile ilegalne skupine, ki jih je udba pa vedno imenovala bande. Gre za to, da ločimo v bistvu dve skupini teh band. Jaz bom uporabljal originalni izraz njihov bande. Ki je morda celo krivičen do teh skupin. Eno so bili, bi rekli, v letu 45 do 48 na Radgonskem območju 3 te bande. To je bila banda imenovana Police Mele z konkretnimi osebami, potem ena banda v okolici Benedikta, Ihove, Svete Trojice in pa ena banda iz Hraste Mote pri Radencih. Te skupine so delovale dokaj ilegalno, imele celo svojo organizacijo, svojega poveljnika, imele orožje, hladno, vroče orožje, kot pravimo, od šibrov Kodlovskega do vsemogočega orožja, ki so ga nabrale, tudi uniforme take in drugačne. In njihova opredelitev je bila nagajati nastajajočemu komunističnemu novemu sistemu, s tem, da so napadali, bi rekli, policijske, moramo reči, postaje narodne milice, tako se je takrat policija imenovala. Tu imamo nekaj spopadov na podeželju, potem ropali so trgovine, zadružne trgovine po terenu, napadali aktiviste Osvobodilne fronte, predstavnike krajevnih ljudskih odborov, v okrajih je bilo kar 52. In predvsem ena tista banda, tako imenovana Škamličeva iz področja Benedikta, je imela zveze tudi z tako enim komitejem v Salzburgu, ki je načrtoval vrnitev kralja Petra II. Karadžordževiča v Jugoslavijo, kar je seveda po volitvah v jeseni na Martinovo leta 1945 bilo potem onemogočeno. Tu morda ena zanimivost, volitve
za Republiko v bistvu so potekale s pomočjo takih volilnih kroglic, ki so jih... Še jaz malce dobim. Nisem nikoli, namreč in si niti ne bi želel iti na volitve na ta način v obliki te kroglice, nič kaj demokratično. Kako je pravzaprav vse skupaj izgledalo? To je bil volilni listič, gor je še grb SFRJ. Ja. To se pravi, šlo je za naslednje. Volitve so bile ali z lističi, volitve so bile na večjih nivojih. Za krajevne ljudske odbore, za okrajni ljudski odbor, moram povedati, da občine takrat niso bili, ampak so bili krajevni ljudski odbori, to je 1-2 vasi, pa je že bil krajevni ljudski odbor z predsednikom, člani in tako dalje. Potem okrajni ljudski odbor, zanimivo, da je bil sekretar okrajnega komiteja partije istočasno tudi vodja okraja. Volilnega govorimo. Ja, to je bilo združeno. Se pravi, je imel politično funkcijo, pa še hkrati je bil nek nadzornik. Takole, ja. Politično je to. Ja. Šele z decentralizacijo poleti leta 50, to se pravi potem z uvajanjem samoupravljanja, do katerega ti dokumenti sežejo, je potem ta funkcija bila ločena, politična oziroma partijska, ločena od oblastne. No in volilo se je pa tudi z temi kroglicami, kot sem rekel, na Martinovo leta 1945, bili sta 2 skrinjici, skrinjica Ljudske fronte, to se pravi Titova skrinjica, kot se imenovali, in črna skrinjica za kralja. Se pravi, bila je dana demokratična možnost ljudem odločitve za kralja ali za Tita. Bomo rekli, bomo povedali kaj. In z kroglicami, ki jih je volilni upravičenec dobil, je bilo potrebno narediti naslednje. To vidimo tudi v dokumentarnih filmih. Naredili so takole, malo rokav, šli v eno skrinjico, spustili ali ne spustili kroglico, šli v drugo in potem morali komisiji pokazati takole. Zdaj, zakaj bi se naj rokav potegnil navzgor, da ne bi bilo možno potem morda iz enega potegniti pa prenesti v drugega. Najbolj junaški so bili seveda tisti, ki so šli v skrinjico Titovo, spustili in takoj pokazali in ne šli v skrinjico, ker so že kroglico spustili. In še zanimivo, se opravičujem, da vas prekinjam, tista skrinjica zraven Titove skrinjice pa je imela še prav posebno podlago, ne? Ja, za vse so jaz teh poskrbeli. skrinjic nisem videl, ampak koliko so mi ljudje pripovedovali, je bila volilna skrinjica, tako imenovana črna skrinjica za kralja, netapecirana spodaj, oziroma ko se je kroglica spustila, se je tudi čulo, in je član komisije vedel, kdo je v katero skrinjico spustil. Naj pa povem, da sem, bi rekli, kot študent že v Ljubljani na fakulteti nekaj čul, da je v Radgonskem okraju pa rezultat bil porazen. Eden najslabših v Ljudski republiki Slovenije. Glede na te volitve, glede na to, da je zmagala črna skrinjica. Doktor Richterič, najnih pol ure je zelo, zelo hitro minilo. Morda se bova seveda srečala še kdaj in še kakšno spregovorila o tej, za Slovence lahko rečemo, kar neprijetni preteklosti, vsaj če gledamo z nekega stališča razuma. Boste pa vsem tem, sedaj danes ste prvič o tem javno spregovorili, še spregovorili in sicer v obliki knjige, ki se menda pripravlja. So moje informacije točne? Ja, res je. Imam, bi rekli, že nekako obljubljena finančna sredstva, da bi knjiga šla v nakladi 300 do 500 izvodov, tudi v taki obliki. S tem, da v sami nalogi ni seznama teh 200 informatorjev in več kot 200 sodelavcev, kar bo pa v knjigi vse omenjeno, dokumentirano. Vsaka zadeva je dokumentirana, predvsem ti informatorji, sodelavci z imenom, priimkom, številko dokumenta, v katerem se vidi, da je podpisal izjavo, in pa njegovo kodno ime oziroma psevdonim. Morda bi povedal to, da
sem tudi za sam študij dobil finančno podporo fundacije doktorja Antona Trstenjaka, ki je tudi tako ali drugače bil na udaru Udbe, med drugim tudi mariborski naslovni škof Vekoslav Grmić, ki je nekaj časa bil na okraju v Gornji Radgoni v letu 1945 in imel potem kar težave, ko ga je Udba skušala pregovoriti, da bi izstopil iz bogoslovja. Tako da knjiga bo izšla, bodo javne predstavitve po celotnem takratnem okraju in že zdaj vabim ljudi, to bo res zanimivo branje in morda se res še kdaj tudi na vaši televiziji vidimo in čujemo. Verjetno res in naj si tudi v danes povedanem seveda ljudje ustvarijo lastno mnenje. V demokraciji na srečo to nekaj vendarle šteje. Hvala še enkrat in nasvidenje do naslednjič. Hvala tudi vam, da sem imel možnost za predstavitev. Z veseljem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, razmislite torej o povedanem in preučite, kaj vam pomeni demokracija. Takšni ali drugačni obliki, kakršnokoli že pač imamo. Nasvidenje, do naslednjič.